Bom tako začel. Jaz tukaj bom zdaj povedal ne zaradi tega, da bi dal zgodbo kot tako ven, ne. Ampak opomin, kaj se lahko zgodi, če ne bomo ukrepali. Ker bo lahko še hujši. Ker zdaj, te, ko smo mi bili tam, smo bili stari tam 25, 30, 50, 60 let, zdaj lahko vidijo cele družine, otroci. Te bo problem bolj. Zaradi tega sem to rekel, da bi šel v tebe. Sem pa drugače Franc Gorakaj, izbrisan, bil iz državljanstva. 6 let sem čakal na državljanstvo, mi je mednarodna organizacija pomagala. Med tem časom sem reč, ni državljanstva, nimaš nič. Ostal sem skoraj. Sem in nisem. Za policaja sem bil, za ostale institucije me ni bilo. Hvala Bogu se vam zahvaliti enim parim kriminalistom, ki so me čuvali tako rekoč, da me niso dol dali. Tam me čakal šus. Ker ni bilo služb, ni bilo tega, sem živel v recimo stanovanju in resnik. Gremo ven, ne, nimaš kam, ulica. Direkt sem padel dol, na dnu. 3 mesece nisem vedel, kje sem, kaj sem. Nisem spoznal, kaj ta ulica sploh pomeni. In po 3 mesecih sem pač ugotovil, da so samo 2 stvari, ki veljajo na ulici. Preživi ali pa trpi. Tretja ni. Spoznal sem ljudi od sitnih barak, kriminalcev, takih ljudi, ki jih je dejansko sistem postavil na ulico. Direktno. Brez služb, brez stanovanja, tega enostavno nima kam. Marsikaj smo špičili. Take zgodbe bi rekli, da še Bukovski bi se za glavo prijemil. Vemo, kdo je bil, ne? Rekel takole, ne. Pa začel kar bolj kruto. Tuk ljudi, ko sem jaz pokopal zraven mene, ne vem, če jih je še kjer. Zjutraj sem ga dobil trpka. Skrčemo. Takrat sem prvi slišal, kako kosti pokajo mrtvemu človeku. A fanti bil sem 4 dni na ulici. Sred zime je prišel. Ni zdržal. En možakar ga je sistem totalno uničil. Firma šla vse. Žena ga je na cesto dala, otroci so mu povedali. 3 mesece probali mu psiho postaviti nazaj. Rezultat je bil, v trenutnih vrtovih sem v eni baraki spal, zjutraj sem ga dobil na travmo 10. Ni zdržal. To so bili te normalni ljudje, ki je sistem. Totalno. Enega mladega fanta sem mu 25 starega, 5 pa pol sem mu pa odvali skakal, da je vstal, pa je zapustil. Danes je poročen, ima otroka. Hvala Bogu. Velikih je pa šlo tako leta. Ljubljanca, zgradna hiša smrti, smo jo rekli. Za flašo vina, škatla cigaret pošteta. Zaradi tega, ker ga je imel črno pogledal, dumo noč med rebra, razbito lobanjo. Boris ve, poznaj, Semidrski most, Jernejev kanal, tam jih je par šlo. Smo policajem povedali, da ne mogoče, da jih je tukaj padlo noter, so jih porivali. V Ljubljancih je par končalo. Nekaterim je dojadno, vse to so sami skočili. Nekateri so se napili, žganice, šnopca, pa so res mrzli, ker ni zneslo več, psiha ni zdržala. Včasih smo se pa od Rakovnika pa do Dravlja gor. V Dravlju sem z enim živo Ata, on ga moče poznati drugače. Smo živela kozovc, spet so bile dile naložene, nasledene so mi za betišče, tam smo stala 2 zimi. -20, -25. Snega toliko na meni. Policaji so vodili v polnoči po 6 zjutraj nas delati, če smo še živi.
Na Rakovnik sem bil, tam sem dobil na par otrok, tako lahko rečem, tam 14, 15, 17 let, še danes smo prijatelji. So mi zrihtali, da nisem na betonu spal, so mi jogi prinesli, tam je moj drugi dom. In tisti kocki sem sedel pa žical. Ljudje taki kot taki, ali taki, ali taki. Nas so imeli od začetka za podomače barabe kriminalce, brezdenneže, pa zaprli bi nas na gole otak bi nas dali, postrelili bi nas, vse živo. Policaji, ki je prišel začetka, nam je plašal vina prst, nam je rekel prost, nisem videl. Zjutraj so nas zbojili s penčkom, da včasih malo kriv stal, pa hodil. No, časoma je začelo to stanje se spreminjati. Ljudje so pač le videli, da nismo vsi taki. Čeprav je bilo veliko teh kriminalcev brezdennežev, ko so prišli taki noter. In so nas začeli že ločevati, če policaji sami. Glavna baza za Žic je bila Kapelca. Bomo povedal, kje je to kongresni trg. Tam smo Žica. Tam smo včasih špičili kakšno dobro. Eno smo rekli, crkvena mrš, ki nam Žic ni šel, so bile vrtnice. Smo rezali in smo parom dajali. Vrstki hjesna je prišla, lepo gled, tošar in mi je dajo rosto, ti mi jo pa še nikoli ni dal pa take stvari. Tudi policaji smo se malo prikupili včasih, so predirkali. So imeli popis prebivalstva, smo rekli mi, ne. In prišel ta glavni policaj, rekel, kjer ima ki greho, je rekel, naj izgine, je rekel, ostali pa popis. Pa so te kadetki prišli, pa leteli kot muhe tam, pa nas izžucirali. Mi smo pa slučajno imeli žakelj čevljev tam, pa smo si probali, če nam bo kje prav. Smo jih malo zajebavali. Drugi štab je bil parlament. Klopca smo rekli, tam zraven Batista. Tam sem vas poznal drug svoj ljudi. Mi smo jih rekli posranci. Drek smo jih rekli, drek po Hristu. Te se nam je fučkalo za vse. Tam sem žicno od Drnovška do Kučana, do Barbike, vemo kdo je, ne? Do Janše in take kozlarije. Vseh teh sem jih po domače žicno. Najbolj se mi je prekupil Grims, ki je rekel, da nima denarja, da ne more živeti. Prav, če nima denarja, sem požepil, pa sem mu nalimo tema za en kafe. Drugi tak čas je bil dober, ko je prišel tip z Rolls-Royceom. Je rekel, da nima denarja. Sem rekel, prav, predtem je en svič nam dal $500. Pa sem kupil, sem plunil, pa sem na Hauban, ali sem se rekel, najbolj še imel za kafe, sem rekel, ker vi pijate kafe, bo dražji. Ga je bil tako sram, da zmislite, da se bo vzemno pogledno. Mi je vlekel 30 uri, ven sem mu tako naredil, pa sem mu kliknil se neko tele mač. Ker smo imeli svoj ponos. Se nismo prodali za vsaka stvar. Barbiki pa me lahko toži, kar hoče. Je rekel, nimam drugega, imam vsaj zlata kartica. Sem rekel, posod me za 15 minut. Je rekel, si mi boš se pobral, sem rekel, ne, še v minus te bo spravil. Jelenčiča, da je tudi en sorte človek, ko mu je rekel, tebe tudi v štalo na kjerno ne bi dal. Smo ga Žica nima denarja, prav nima denarja, znak tebe imaš. Pa si kup liter vina ali papir, ko ga rad džinkaš. Janša sem Žico, me lahko tudi toži, me promo povi kriv. Ki je rekel, ta je bil poseben tip, ko sem ga Žico ne na glavo obračal okrog. Sem rekel, če se kaj boji. Ampak dal pa je Jurja redno. Enkrat sem bil s kolegom, sem popoldne šli. Gremo malo pred parlament Žica, da so prišli SDS-ovci, cel regiment jih je bil, so bili trezni. Še nas nadrbi 100 uro. Prav, imamo cajt, smo čakali duri, da so prišli malo ukajeni vsake da odnar. Tako da, te poslance si imam v tako dobrem spominu, da gre na to, kakšno je stanje, se ni čudno, da smo v takim stanju. Ker so to ljudje, izvoljeni civilstva, pa se nam zelo slabo piše. Zelo slabo. Toliko o tem, zdaj bomo še pa na bolj kruto delo.
prvi, ko mi je umrl, je na tam 40 let. V Tivoli smo šla, malo tople je bilo in smo malo zaspala podprti orenk, ne. In on je na me dal glavo senco in je na soncu pil. In mu je pa domače skurlo možgane. Če sem nastal, ki je bil. Fant, 2 otroka, brez službe, brez vsega. In da ne bo na breme, vsem tem se je raje umaknil. Velikrat smo debatirali, je rekel, kaj če? Nima kaj, je rekel. Zakuril sem vse, je rekel, tak ne moram domov. Poznal sem enaka, je bil, ne poznal. Po svoje dober človek, ampak ne mu je bilo samo za flašo, nič drugega. In ta je tudi končal v Viški cerkvi in pri trgovini 24 stopce pada dol. Z enega mi je pa posebno žal, je bil pa človek, ko mu lahko rečem, kapa dol, ki smo debatirali veliko. On je tudi zgubil službo, zgubil to, malo se je zapuhal, ne mislil, da bo dobil službo, da bo tako reklo, pa mu ni ratar, ne. In je bil tukaj še preseben, da je tisto bajto nekoliko prodal, pa je ženi kupil stanovanje, pa ti je pustil, pa šel, ker se ga je nekaj bil še dolžen. In je tako zrihtal, da je pač to vse na ženo prepisal, da on imel nič, ne. In da ga ne še lovili radni zločudni tipi, se je omaknil na ulico. Zato, da je zaščitil ženo, pa 2 otroka, 3 otroke. Tam je najdel držal 8 mesecev. Pol je pa čez 2 dni, enkrat je zginil, pa sem od policaja dobil, da so ga zadnja železniška postaja dobili preštihanega. Verjetno so ga dobili. V cuklarno, ko pravijo, je bil center tam, ne. Tam sem za nekaj stopil, zaradi tega človeka, ki ga še danes vidim, bi živ, ki je zmrznil pomalo. Z enim kolegom, da ko se jih pozna, smo ga potegnili ven, pa smo ga pelali tam. Ker v tisti hiši groze, tam je bilo mrtvih še pa še. Tu sem prejel, zaradi flaše vina, zaradi $500, zaradi škatle cigaret, paštete. Ali pa, ker so čudne renoviranje delali, sem mislil to prenoviti, in če si šel malo višje, če ni spazil, si hitro padel dol, 2 štuka nižje. To so dejstva. To ni bilo bla. Kaj bi še rekel? Kako si se ti po 15 letih Kako? Tu lahko povem, to je že zapadlo, me lahko tudi, ker ni nobenega dolgaka takšnega tisnega. Sem šel iz Gočeve, iz trgovine, s flašo vina, pa tiste cigarete, med bankom in Cankarjevim domom. Sem šel potem ga gor, pa je bila ena kuverta, sem mislil brati, pa sem stopil, da nekaj preč debela. Sem odprl, samo po 10 je bilo noter. Kuverta brez imena, brez printa, brez tega. Prvo sem se ustrašil, če me policaji dobijo, pa rekli, kje sem ukradel. To pa to prvo. Je tako? No, ja. In ta denar sem spravil enim, ki smo še danes prijatelji, očetu pa materi, pa fantu dan. In to je bila moja začetna baza, da sem si v Savlah zrihtal, da sem vsaj na tople. Vam povem, 4 dni nisem šel ven, da sem se segrel. Prvič po pojsli, normalno spat, stoširati. Je bilo banja. To je bilo enkratno. Zdaj sem se spomnil, tuširanja, ki smo bili pri tem, ne. V začetka, na par let, smo se tuširali, smo neki klošarski tuš, ne. Poleti, je bil dež, pa smo se umivali, 2-3 jutri. Včasih so nas policaji dobili, ker so vedeli, kje stanujemo, ne. Pa kaj imate tu, sem rekel, striptiz imamo, pa malo se še umivamo.
Pol je bil v Štepancu kopanje, predplatili smo rekli. Nam je bojler osvetlitro tam za 20-25 ljudi. Povejte, ko smo se umivali. Ampak vsaj si se, vsaj malo umil. Malo postrigel, takole, bil je en dober župnik tam, Ivica, in se zelo rad imel. Tako da smo se takole, pol se je začelo tam odpirati bolj. Je šlo le na boljši. Jedl, kjer smo, mislim, da ni cerkve, kjer v centru, pa te nunske so hiše, ko so po Ljubljani, stara Ljubljana, mi smo ne veste, koliko je teh nun, pa teh samostanov hiši, jaz si vse poznam. Če sem hotel kruh z mastjo, pa po začvirki, sem točno vedel, kam moram imeti. Če sem hotel pašteto, sem vedel, kam moram imeti. Če sem hotel malo salame, sem vedel, kam moram imeti. Če sem hotel toplo, sem vedel, kam moram imeti. Od Dravelj do Rakovnika, do Vlada gor, vse živo smo predeklali tole. Ker je bila kriza, tudi kontejner smo obrnili. Verjemite. Kje je tele blok, ki si kontejner odprl, ko sem tako pril. Je bila sama, to novo, frišno. Plače, vino, cigarete, cigare, vse živo. Celo denar smo dobili. Vse to smo prebegli. Za obleči, to je bil problem. Gad, včasih, prostite izrazil, tudi po mesec nisi videl, ker ni bilo v začetka. To je bilo težko dobiti. Potem smo preko Rdečega križa pomalo takole, pa če so nas kjeri, ko bo denar so nam dali. Umivanje z začetka. Ja, poleče neko, pozim, riskiral, pred minus 15 nogami. Probo, dvakrat nikoli več. Onaj smo šli v Tivoli, si v Žabča, tam smo rekli, smo šli si nogami. Ampak sem prve štunke smo dali dol. Ne dvoje smo pustili gor, ki bi lahko koža šla dol. Bolezni takih nismo imeli. Razen enčega vara, in mu priti tak. Bilo tako eno, kakšne hraste, ampak tako da bi kaj izbolevali, takole, ko zgleda smo se bili utrjeni, kar dober. Interesantno je to, da od začetka, ko sem jaz na ulico prišel, smo se spomladi gledali, kdo je preživel. Smo se kar preštevali, ne vem, kakšen 2-3 dni. Pol je obdobje prišlo, smo se jesen gledali. Ker je bila pa kilometrina že dolga, je prišlo pa obdobje, ko smo se po mestu nekaj, kjer ga ni bilo. Kje je? Ni ga. Največja želja nas vseh, ker sem imel s temi, da smo se pogovarjali takole, da smo malo bolj prisebni, da vsaj crknil pojst, ko človek velikim ni uspelo, na Klopci, pod Klopco, Ljubljanca, ali je mor tudi, ali je sred prišelca kri izbruhil, pa je padal dol, na poti umrl. Redki so v bolnici umrli. Redki so pokopani kot treba. Velika večina je na Giču škorno, tako potrešena. Prišel, presrešil, prišel, brez vsega. Brez imena, brez vsega. Tam sem videl, ko sem se začel zavedati, kaj ta družba je to sploh. To ni vredno, da, ko pravimo temu, čisto po domače povedal, da pes poveščuje ta država. Brez moralnih vrednot, brez etnih, brez osnovnih človeških moralnih vrednot. In to ljudje, ki se imajo danes, da so človekoljubi, da so socialno naravna. In direkt govoril, si videl, da je poden. Poden od človeka. Ljudje, ki sami niso ljubili, ali pa so probali v življenju, so nam pomagali. Tam bi prosil, če mi da tisto torbico, ko imam noter. To je bil moj rusak zadnji, vidite. To je bilo. To je bila moja maskota. Tako gor je vse. Tule gor.
ko pa domače povedal, na trgu Rusice, tam pred bankom, padlo dol, cela vreča, sami dolari. Sem mu pomagal pobrati in mi je dal šok, mi je $20 so takrat. To sem zamenil, tega imam pa za spomin. Že, to se pravi, 98 leta, 99 leta, tam nekje, ga imam skozi. To mi je spomin. Ker je človek rekel, viš, kam smo prišli daleč. Če hočeš živeti, pa preživeti, moraš krasti. Dobesedno mi je tako rekel. Bomo to zaključili? Ja. A takrat še ni bilo zavetišča za Kralje ulice? Kralje ulice ni bilo. Zavetišče je bilo. Tam mi nismo hoteli. Preprostega razloga, ker smo imeli svojo filozofijo življenja. Ker čisto od tistega Poljanc, ko sem jaz bil tam, ko sem videl, je bila samo ena stena cesta, žale, nobenih šans. Vsaj jaz sem takrat občutil. Te na ulici sem vsaj tisto možnost, da ljudje, ki so mi pomagali, ki so mi svetovali, te se moram zahvaliti. Sem pozabil gospodu Doblikarju iz ambulante za brezdomce. Takrat sem prvič dobil tisto občutek, da sem pa človek, ki me bo ravnal kot človeka. In njemu se vam zahvaliti, da mi je bil to penzijo, da sem še tisto, kar sem pozabil klope, da se jim dal noter. Ker ta človek je pa naredil dobro. Človek, ki mu v Sloveniji ni para. On se je za brezdomce skrebil. Ne sam s politiki, tudi s direktorjem političnega centra. Zagrozil celo, da bo do Bruslja šlo, če ne bojo začeli ukrepati. In to je tudi delo. In njemu ima pa toliko kapa dol. Torej, jaz sem vodja zavetišča, socialni delavec, drugače Boris Kosec. Ne vem, kaj bi sploh še dodal, ne, sem Franc vse povedal, več ali manj, ne. Mogoče globalno, takole vidim, da ker sem povsod že 25 let na vseh mogočih okroglih zadevah o brezdomstvu, tako drugače, da interes ni več večji, ne, kot je bil včasih, oziroma se mi zdi, da je z leti manjši. Zato, ker ko se je zavetišče postavilo, takrat smo bili edini v Sloveniji, takrat smo bili edini, ki smo se s tem ukvarjali, takrat smo bili atraktivni. Takrat so časopisi v nas pisali, vsako leto so pedanteli in tako naprej. Tudi od banke, od kakšnih organizacij smo dobili lažje sredstva. Zdaj je to malo teže, ker je tega vedno več, ne. In v bistvu bi lahko rekel, da je ena od transparentnih stvari v Sloveniji, ne, ta izraz je zelo popularen v zadnje čase, transparentno, ne, ste ga slišali vsak dan po televiziji. Transparentno je to, da se transparentno revščina proizvaja, ne, vedno več je ljudi, ki nimajo nič, ki transparentno se družbo izčrpava in krade. Ob tem, kar je Franc govoril, vsaki stvari sem mu jaz še kaj se dodatno zapovedati, teh anekdot tudi jaz vem doma, ki bi vas verjetno bolj zabavale, pa so zanimive, tudi v življenju na cesti, na ulici, kaj se dogajalo, grozne stvari sem slišal. Mogoče samo o tem, ne, v zavetišče je eno od oblik pomoči, zavetišče je namenjeno pravzaprav preživetju, to jaz vedno poudarjam. Kdor hoče se vključiti, kdor noče se pač ne vključi. Marsikdo tudi od Francovih kolegov se ni želel vključiti, ne, ampak se je vključil ta zadnji teden pred smrtjo. Zato, ker se je mogel, ki je bil na smrt bolan, ponavadi je šlo za rakaste bolnike. In to je v bistvu tako izgledalo, da vam še malo grozo opišem, dodam to, kar je on govoril, ne, da so človeka pa sprakovali iz bolnice k nam, ker v bolnici so vse naredili, kar so lahko naredili v zadnjem stadiju raka, se pravi, kakšen teden življenja, lahko pričakuješ.
In potem ga dajo oni v domačo oskrbo, ker nima doma, ker je na cesti, smo mi domača oskrba. Jaz nisem medicinc, mi nismo za to usposobljeni in to potem skozi gledalo, da je človek ležal v postelji, na morfiju, smo mu dali bliže, 2 dni je ležal, jedel ni nič, ker ni mogel. Po 2 dneh smo poklicali rešilca, da ga je odpeljal nazaj na onkološkega, pa so ga 2 dni dali na infuzijo, pa čez 2 dni spet k nam, pa tako naprej, 2 in če smo imeli srečo, se bo kdo slišalo, je umrl na onkološkem, ne pri nas. Ker če ne, je treba še vrliškega oglednika, pa žale, pa cela procedura, celodnevna na eni. Zato je tudi za tistega, ki je takrat v službi precej stresna zadeva. Za nobenega ni prijetno, še posebej pa ne za ostalih 10, ki v isti sobi spijo. Če en zraven umer, to je eno od takih napornih zadev. In razen tega, kar je omenil, da imamo ambulanto za brezdomce, se v Sloveniji močno pogreša ena negovalna postbolnišnična oskrba za ljudi brez zavarovanja, skratka, če rečemo za brezdomce oziroma za reveže, ki nimajo kam. A veste, to domača oskrba je cesta. Torej, tega ni, nažalost. 2 bolnišnice sta, ki se nekako s tem ukvarjata, ampak ne v Ljubljani. Zdaj, kar se tiče samega zavetišča, kot sem rekel, namenjeno je preživetju. 89. leta smo začeli z delom. Vse, kar počnemo, smo se morali zmisliti, kako bomo, kaj bomo, na kakšen način bomo, za vse prostore smo se morali boriti. Vsi drugi programi v Sloveniji so se nekako naučili potem pri nas in lahko se pohvalim, oziroma pohvalim v imenu vseh, da je pravzaprav lansko leto nastala, organizirali smo mrežo vseh zavetišč oziroma vseh, ki se ukvarjajo s to problematiko, ki želijo pomagati, ki se trudijo pomagati in tako naprej. Torej, sodelovali smo posod, tudi pri nastanku Kraljev. Kaj zavetišče nudi? Torej, začelo se je z razdeljevalnico hrane. Brezdomcem smo na začetku delili samo hrano, ker nismo imeli prostorov drugih. Potem smo adaptirali še neke sobe zraven, da se je dalo prenočevati. Leta 2005 smo dobili pa kot donacijo še ene kontejnerje, ki smo jih poimenovali prenočišče. Torej, to zdaj tako izgleda. Bivalni del lahko sprejme 24 ljudi, po 10 jih je v sobi, tukaj nobenega luksusa, da se razumemo. Pogledi so en del omare za svoje najnujnejše stvari, potem en topel obrok na dan, ki se iz tega financira iz programa. Jasno, smo pa ves čas na voljo za karkoli, za pogovore, za usmerjanje, za pomoč pri stikih. Skratka, če človek želi nekaj na sebi narediti, mu pri tem pomagamo. Preskrba z obleko in obutvijo s pomočjo vas, torej meščanov, ki nam prinesijo, ki nas pokličijo, pripeljejo, ali gremo pa tudi iskat, ne vem, 2 leti nazaj mi je uspelo avto nažicati in lahko zdaj tudi malo okrog skačemo, sami pripeljemo. To je ta bivalni del. Tukaj bivanje ni omejeno, zato ker nekateri so prestali, da bi kamorkoli drugam šli, za razliko od Franca, recimo nekateri noče drugam, pa jih hočemo dom za ostarele zrihtati, ampak se počutijo tukaj bolje, bolj svobodne, spet na nek način. A veste, svoboda, to je zelo fleksibilna zadeva. No, leta 2005, mislim, da 2005, takrat smo se selili, 2007, 2005, ja. Takrat smo te kontejnerje dobili, donacija, ne bom razlagal kako in kaj, in smo rekli, da je pilotski program, kjer so bili ljudje, ki si niso uspeli, niso imeli možnosti, da se uredijo te dokumente, da dobijo pomoč od socialne službe, denarno socialno pomoč in tako naprej, skratka te odločbe, kakršno koli obliko. Smo rekli, bomo pa tukaj naredili prenočišče, da se lahko zvečer pride, prespi in zjutraj gre. To je posebna oblika. To je tudi za tujce, zadnje čase prihajajo, zadnje čase že nekaj let, iz vsega sveta, ljudje, ki iščejo svetlo prihodnost, potem pridejo v Slovenijo. Zdaj, težko jim razložim, da tukaj ni nič boljše, oziroma zdaj bom večkrat vulgaren, jaz sem vprašal zadnjič enega Slovaka,
kako je pri njih, ne, ker se mi zdi, nekaj sem slišal, da na Slovaškem zdaj boš, ne, Slovaki niso Grči dale, pa tako naprej smo pametno politiko, se mi zdi, ne, no pa je rekel isti kurac, ne, Slovak ne je rekel po slovensko, oziroma internacionalno, ne. Skratka, ljudje, ki so v skrajni stiski, ti tujci, ki pridejo še posebej, verjetno še v hujši stiski kot te domači. Nekateri se poberajo, nekateri se ne, kot je Franc rekel, ne. Vprašanje, kaj človeka pripelje na cesto, je vprašanje brez odgovora, zato ko vsak ima drugačno zgodbo. 1000 ljudi, milijon zgodb, vsakega je najbolj tragično, vsak ima vedno največje probleme, jasno, tvoji problemi so največje. Ne? In treba je potem za vsakega najti neko pot. Ne? Jasno, mi ustvarjamo pogoje s tem, da tisti, ki tam pri nas začnejo bivati ali pa ki pridejo samo spat, imajo vse ta osnovni pogoj zagotovljen. Torej gre za neko varnost, da ti ne treba razmišljati, kje boš spal pa kaj boš jedel. Osnovne človeške potrebe. Vse ostalo je potem odvisno od ljudi. Nekateri grejo naprej, nekateri tičijo, mlajši imajo pač več možnosti, ne. Če so agilni, je pa tudi en problem, ne, za razliko od starejših, kjer je bolj prisoten alkohol, ne, kar je slovenska folklora, je pri mlajših več nedovoljene droge in stvar je bistveno bolj nevarna in kariera teh je bistveno bolj strmna. Hitreje popadajo. Tudi precej draže. Toliko o tem, ne, zdaj v kakšni situaciji smo trenutno, zavetišče stoji tam že 25 let oziroma na tej lokaciji malo manj, recimo 20 let, v 20 letih se ni vlagalo absolutno nič, ker so bili načrti mesta drugačni, mesto nam daje zastonj prostore. Zdaj letošnje leto sem končno začel premikati stvari, da se bo določene elemente adaptiralo, ne, namreč, veste, če hiša 20 let nič ne narediš, 20 let popadne. Torej je treba kaj zamenjati, kaj obnoviti in mislim, da sem zdaj najdel sogovornike. Pri tem bi rekel, ne, kljub temu, da se jasno postavlja vprašanje, da smo socialna država, nismo socialna država, ne. Da spet odvisno, s katere perspektive gledaš, ne. Če gledaš iz Afrike, ne vem, nekaj tam Botswana, ne, verjetno smo socialni, ne. Če gledaš v primerjavi Švedsko, smo malo manj, ne. Oziroma imajo tam stvari drugače zastavljanje. V bistvu je pa vse odvisno od politike. Ko sem enkrat kolega iz Danske vprašal, kako to, ne, namreč bom povedal, čez konkreten primer v mestu Alboden, ki ima približno te velikosti kot Ljubljana, enako število prebivalcev, se s 300 brezdomcev ukvarja 300 ljudi. Vsi so bili šokirani, ne. In zakaj je tako, ne, je rekel zato, ker se splača. Ne. Mogoče čisto na kratko še o tem povem, namreč mi je povedal, da lepega dne se politika odločila, da to je atraktivno, da to je aktualno, da to je treba urediti in takrat naprej se laufa. Dokler pa politika nima posluha, za to se pa mi lahko raztrgamo, a veste, nihče ničesar ne sliši. Jaz sem najbolj vesel, kadar kakšno mojo idejo, ki jo ponavljam 10 let, nek politikus vli, recimo prijavi bivališča, pa tako naprej, ne, pa jo servira kot svojo idejo, ne, pa se potem to izvede, ne, super, ne. Namreč, zakaj se splača, ne, čistko, če rečem iz ekonomskega vidika, to sem enkrat za en prispevek nekje šel računati, tudi že pred 10 leti, ampak verjemite mi, da se ni nič spremenilo, kvečem na slabše. Alternativa človeku, ki je na cesti, razen zavetišča, je arest ali pa bolnica. Slej ko prej, kariera gre v tej smeri, nikamor drugam ne prideš. Ne. S tem, da je arest 10-krat dražji od zavetišča,
Bolnica je pa 10-krat dražja od resta, no, recimo, ne, oziroma se sploh ne da primerjati, no, veste, ker slej, ko prej tam pristaneš, ne. Tako da, recimo, ne, sem rekel, bom iz ekonomskega vidika šel pogledati zadeve, ker to vse zanima, ne, če se splača. Veste, pa nas se nažalost tako razmišlja, ne. Pa spet ne bi rad koga direktno pljuval, ne, ampak če pogledamo eno varno hišo za ženske, ki so žrtve nasilja in tako naprej, a veste, ne, pa ima kapaciteto 10 oseb, ne, pa so noter nastanjene samo 2 ženski, pa bo rekel, se to se pa ne splača, ne, se ni rentabilno, ne, da bo bolj jih je 10. A veste, ne, mislim, določene stvari pa nas so skregane s pametjo, ne. Mogoče še eno tako, no, je tudi skregana s pametjo, ne, namreč jaz včasih se bom s kolegi, socialnimi delavci po raznih centrih kregati glede različnih stvari, ne, ker mi dopovedujejo, da sem jaz bedak, da jaz ne zastopam nič, ne. Namreč, če dobim odločbo nekoga v denarni socialni pomoči, ki znaša 260 evrov, veste, ne, da jaz sem tukaj v koliziji, kot en državni službenc v službi, lahko rečem, ja, s tem se da živeti, če me nekdo na cesti vpraša, če ste normalni, seveda se ne da, 260 evrov, ne. Zdaj sem v nasprotju sam s sabo, ne. Ampak, ne, še ta obskurna denarna pomoč se človeku zmanjša, ne, navzkrižno z zakonom po nekem pravilniku, ki obstaja o sobivanju, veste, ker so ljudje v skupnem gospodinstvu, pa potem sin dobi malo manj, ne zato, ker z mamo živi, ne basta pa na sociali, ne zato, ker ste v skupnem gospodinstvu, ne. In da je ta stvar pripeljana do absurda, ne, potem berem take odločbe, ne, da človek, ki je na cesti, ki na klopci spi, ki nima ničesar, ne, se mu denarna pomoč zmanjša, zato, ker ne izkazuje stroškov bivanja. Nima, ne stroškov. Pa jaz ne vem, da je tukaj razumem, ne. Ja, ti nič ne veš, ne. Veste, jaz razumem, ne, da vse mogoče upravne službe komplicirajo vsem ljudem življenju, ne. Kamor prideš, se ne daje prvi odgovor, ne. Potem pa, ker si znaraš, pa če si malo bolj informiran, ugotoviš, da se da, ne. Ampak da še sociala to dostkrat počne, ne, tega ne razumem, ne. Ampak, gledajte, očitno so neka navodila nekje, ki o tem govorijo, pa da nam preveč zalitev. Joj. Na Kralje ulice, ne? No, mogoče samo še to, ne, da navežem na Kralje, ne, namreč lejte, zavetišče je tak osnovni program, izhodišče, ne, kako sem rekel, da človek začuti tla pod nogami. Zdaj, zelo je manjkalo vsa leta, ne, vsaj 10 let, če ne več, programov, ki bi to nadgrajevali. No. In Kralje ulice so pa en tak program, ki se je začel s časopisom, postavljeno, da malo več povedal mogoče, kaj se tam še dogaja. Ne. Torej, marsikdo, ki pride k nam na prenočišče, ne, je potem preko njih prišel do mestnega bivanja in tako naprej. Ja. Za vas sem eno vprašanje, Ja. ko upam, da čisto na kratko. Najprej se vam zahvaljujem, da ste mi rešili življenje. Sem 3 tedne v zavetišču. Samo nekaj me je zmotilo. Zakaj sem moral, tako jaz kot ostali iz kontejnerjev, ob 8 zjutraj iti ven na cesto in ob 8 zvečer oziroma 15 minut prej prideti nazaj. Zunaj mraz, dež, ne veš, kam bi se dal, ne veš, kam bi. Ja, bom. To me motilo. Ja, lahko, čisto kratko povem, ne. Torej, tako je, ne, bivanje v zavetišču se participira preko denarne socialne pomoči. Vsak, ki dobi denarno socialno pomoč, del tega, bom rekel, dobi v funkcionalni obliki, ne, se del tega denarja nakaže na račun centra, pod račun zavetišča in tako naprej, skratka, da se te stroške nekako pokrijo. Ker mi smo imeli financirane strani ministrstva, mesta in pa s tem prispevki pač uporabnikov, kar jih pač imamo, ne, in glih nekako fuzamo, ne.
Zdaj, bivanje v prenočišču oziroma prenočišče za ston, ne, tukaj ni nič, tako da bi lahko rekel, da ti, ki bivajo tukaj noter, na nek način financirajo tudi vas, recimo, ne, ali one, ki so tam, ne, je za ston, ne. Zdaj, bivanje v prenočišču je 3 mesece, ne, uradno, ne, torej tudi preko tega smo šli, pa so bili ljudje dolgo časa, ki se je to zelo rabilo. Jaz mislim, da v 3 mesecih si vsak lahko zrihta denarno socialno pomoč, vsak lahko stopi do socialne službe, mislim, če ima kakršenkoli interes, ne, mislim, da se premakne, da je to več kot dovolj in se premakne recimo v hišo in potem kamorkoli naprej. Čisto iz tega razloga, namreč zavetišče ni noben luksus, ne, in prenočišče še toliko manj, ne, če bi bilo, mislim, nismo organizirani, fajn bi bilo, če bi bil dnevni prostor, dnevni center, ne. Sej, te kontejnerji so silna rešitev, ampak so že 10 let, ne. Veste, in sem kamarno premaknen, in se tudi ne bo, ne, jaz ne pričakujem, da sem realist, ne. Ampak, dokaj se ne bojo sesul, ne. Tako pač je, ne, ravno iz tega razloga, ne, recimo, da je en od teh razlogov ta, da se ljudi premakne, da začnejo delati nekaj zase, da začnejo ukrepati. Veste, ne, tudi, recimo, podobno, ne, na nek način je to, zakaj morajo te v hiši participirati, ne, zakaj morajo del te denarne pomoči, ker na začetku niso nič dobili, leta 89, ne, torej, vsta denar je šel v proračun MOL-a in potem smo to malo strnili, ker smo se mi začeli s financami ukvarjati. Namreč, čisto enostavno, če iz nobenega drugega razloga, pa jih je veliko, ne, zato, da ima nek motiv, da se premakne. Jaz rajši vidim, da si človek najde svoje bivališče, pa tih 260 € na kakršenkoli svoj način porabi, magar da živi v cukrarni, tudi to se je dogajalo, ne, da so bili v cukrarni, pa so hodili po vodo, pa tako naprej, ne, pa so, rajši sem to videl, da so živeli svoje življenje, ne naše življenje, oziroma pač, ne vem, neka organizacija pa mora biti, ne. To se pa moramo razumeti, ne. Nek red pa mora biti, ne. Če bi pa tam kaos pustil, ste videli, kaj vse tja pride, ne. Mislim, ljudi ne poznaš, ne. Vse mogoče psihične probleme imajo, se ne že, gledajte, zmešane čisto, tako, veste, in to ni fajn, ne. Je lahko zelo nevarno, tako. Zdaj ne vem, no, več ali manj, ravno zaradi te stimulacije, lahko temu rekel, ne, zaradi... Prisiljen si misli tako, naprej. No, tako, recimo, ja, tako. No, sem pa vesel, ne, gledajte, tam je bilo toliko ljudi, ne, zdaj bi se mogli nekaj časa pogovarjati, da bi se točno spomnil, ne, ampak, včasih dobim kakšen feedback, ne, pa od kakšnega, ne, to je malo pretirano, da sem v življenje rešil, ampak sem dobil nekaj takih, ne, ko so isto rekel, ne, pa sem rekel, to je samo služba, ne, veš. Glejte, da ne bom jaz drugo vezal. Francijo začel. Jaz sem pa 18 letih šel doma, takrat je cukrarna še delovala. Takrat so mi na Centru za socialno delo dali napotnico za 1 teden živeti v cukrarni. Jaz sem stopil samo na recepcijo, ker sem zavohal tisti smrad, tisto kislino. Ne, hvala. Sreča, da je bilo poletje, sem raje v Ambroževem parku spal na klopci. 19 let sem bil na cesti. Nazadnje sem bil prvas, no, ne nazadnje, zdaj sem preko Kraljeve ulice, imam svojo sobo. Nazadnje sem bil prvas, preden sem na Kralji dobil sobo. Se pravi, sem nekako zboljševala, tako da poznam vso to štorijo. Zaradi tega vam pravim, hvala. Tam sem dobil poljstvo, streho. Edino to, kar sem prej rekel, ne, to mi edino motilo zjutraj, 5 ven. Kam? Ja. No, še to, se je treba razmišljati, ampak nekaj, da se razumemo, ne. Če bi to zbolilo, ne. Se nismo iz kamna, ne. Če človek zbolil, se smo ga pustili, da je tudi ležal v kontejneru, ne. Preko dneva in tako naprej. Mislim, imeli smo vse sorte, ne. Če si človek našel delo, ne, kdo je si našel kot taksist, ne, po noči ali pa karkoli, da je v redu prid, pa boš po dnev spal. Se da vse zmeniti, ne. Mogoče je to bolj problem, da se da vse zmeniti, ampak
Ja, potem je tako, kot kolega pravi v službi, če si dolgo si ostal podoben, ne. Ker imamo potem same težave zaradi tega, ne. Ampak se trudimo držati pravilno dražbo, ker tako gre. Verjetno vsi najbolj poznate ta časopis Kralje ulice, tako da mogoče niti ne bi toliko o tem, ker počnemo še marsikero drugo stvar, kot je že lepo povedal. Tako da imamo dnevni center, pa mi boš niti ti kaj več povedal, ko si tudi skoraj vsak dan tam, no? Več ko je. Ja, okej. Kako bi rekla, Kralji ulice nismo samo časopis. Imamo dnevni center, kjer nekaj ur na dan omogočimo skozi razne programe, razne delavnice, da se ljudje umaknejo iz ulice. Imamo isto eno malo garderobo, kjer lahko najdejo oblačila, ki jih donirate vi, oziroma zadnje vi. Potem imamo tako razne delavnice. Imamo zelo dobro športno sekcijo. Torej, vsako sredo imamo v balonu za Bežigradom 2 urci nogometa. Ki se tiče športne sekcije. To najbolj vem, ne? To lahko najbolj predstavljam. Potem razne turnirje, razne lige smo igrali. Potem imamo pa te delavnice med 12. pa 2. ko je dnevni center kao zaprt. Pravzaprav ni zaprt, ampak je namenjen delavnicam, namenjen glasbena, likovna. Da izgleda, da je kar zapolnjeno. Ne? Potem pa je zopet dnevni center do 4. Zdaj v dnevnem centru nudimo. Zjutraj imamo donacijo ene pekarne, ki nam donira kruh in razno pecivo topikovsko. Imamo kavo, imamo čaj. Potem imamo pa že leta sodelujemo, smo donirani od Zvezde, od slaščičarne in hodimo pod slaščice. Zaradi tega četrtkih smo zdaj nekaj časa uvedli, da imamo tople obrok, to pomeni juho vegetarijansko, ki se tudi zelo ujelo proti pričakovanju. Tudi tale Loving Heart, ko donira hrano, tudi kar me je prav presenetilo, kljub temu, da je to pač brezmesno, da se kar poje. Potem imamo pa v dnevnem centru celi čas, pravzaprav od 8 zjutraj pa do 4 popoldan na razpolago socialne delavce in pogovore. To je zdaj bolj tvoje kot moje, samo tako na brzino, kjer lahko si ljudje, ki so brez dokumenta, brez tega, da za pomočjo socialnega delavca pridejo in si uredijo te zadeve. To je to, glede dnevnega centra. Zdaj pa Hana povedala glede drugih programov. Jaz pa večinoma delam na nastanitveni podpori, to je pa tako, kot je tudi že Tomo začel. V bistvu leta 2008 smo nekako začeli nadgradnjo tega, kar smo se pogovarjali. Nekako zavetišče je ta neka začetna točka, da se sploh tako že tla pod nogami narediš, ampak ker tudi nekako je načelo našega društva, da je bivanje, stanovanje neka neodtujljiva pravica, osnovna človekova pravica in da samo takrat, ko imaš to zagotovljeno, nekako lahko začneš delati na svojem življenju, na urejati takrat, ko imaš to neko streho nad glavo. In začeli smo s tem programom nastanitvena podpora. To pa pomeni, da imamo, da smo na trgu najeli in tudi v bistvu od mestne občine stanovanje, v katera vključujemo ljudi za različna obdobja. Nekako je to prehodna oblika za leto in pol. Imamo tudi nek trajnejši program, ki je pač namenjen ljudem, ki se nekako tudi po leto in pol ne bojo mogli osamosvojiti
ali je to zaradi starosti, ali zaradi nekih specifičnih težav, ali tudi zdravstvenih. To je tudi v bistvu sicer tema zase, včasih nimamo zdravstvenega kadra in pa se nam isto dogaja, da se gremo ping-pong z bolnicami, ker pač enostavno ne zmoremo. Tako da, in moram reči, da je to v bistvu nekako, mislim, to je bilo čisto iz potreb ljudi, je nastalo, ker to je bilo nujno potrebno. In nekako smo še vedno edina organizacija, ki pač imamo neko tako možnost, program. Zdaj vem, da Vinčenceva zveza tudi dobila od občine neko stanovanje, tako da hvala Bogu, da to več organizacije rado bi začelo delati. Ko smo jih pred tem, v bistvu pa zdaj že leto, 2, skoraj 3 sodelujemo, pa dobro tudi z mestno občino oziroma stanovanjskim skladom. Kjer smo poleg tega te nastanitvene podpore, ki imamo mi in so stanovanja tudi od občine, kjer lahko pač nekako spremljamo, nudimo oporo, psihosocialno pomoč ljudem in omogočamo državljansko samosvojo, nudimo oporo tudi ljudem, ki so v nujnih bivalnih enotah oziroma neprofitnih stanovanjih. Nekako imenuje se to antideložacijski program. Nekako je to nastalo iz tega, da tudi v teh stanovanjih, ki so nekako zelo socialna, pa nekako tudi dokaj dostopna, tudi glede stroškov in vsega, ljudje včasih tega ne zmorejo, so z različnih razlogov. In da bi ljudje lahko držali to nastanitev, ki je varna na nek način, kar je zelo pomembno. Vsi ljudje se selijo sem, pa to ni varno nastanitev, poleg tega imate, da ni cenovno dostopna. Na trgu si lahko najameš stanovanje, ki pa ga prodi ne zmoreš plačati. V dejstvu, tudi v Ljubljani, tako marsikje. Sobe, tudi sobe, ne. In tako smo začeli ta program antideložacijska dejavnost, ki z ljudmi, nekako tudi delavci na skladu, nas usmerjajo, s kom bi v bistvu bilo dobro, da se nekako navežemo v stik, zato ker oni so le institucija, ki imajo nek svoj, prostite rečeno, birokratski pristop do ljudi in mi z nekim drugim pristopom nekako lažje mogoče ljudem omogočamo, da jih ne deložirajo. Nekako, ali vstopimo v stik z drugimi institucijami in pomagamo finančno urejati zadeve, nudimo psihosocialno pomoč, ki je včasih zelo pomembna, s tem, da druge stvari stečejo naprej. In je to v bistvu zelo dobro bilo sprejeto, nekako tudi stanovanjski sklad pravi, da ima neke dobre rezultate. In je v bistvu nekako se to samo še nadgrajuje z nekimi potrebami, ki smo jih pa mi skozi naše delovanje ugotovili. Včasih je v bistvu gre za neke selitve ali pomoč pri nekih opravilih. Malo se kdaj dobijo opomine, zato ker so, ne vem, v stanovanju naredili neko sranje, tako rečejo, ampak se je zgodilo samo zato, ker včasih ali nimajo orodja, ali nimajo socialne mreže, da bi kaj uredili. Stanovanjski sklad, prosite, včasih traja, da karkoli naredijo zelo časa. In nekako, če imaš pa nekoga, ki ima to voljo, moč, orodje, pa stvari lažje steče naprej. Tako zelo na kratko lahko še kako vprašanje potem. Veliko delamo na terenu, Kraljevnice, nekako zavedamo se, da ljudje včasih če hodite v institucije in nimajo stika neke institucije, centre za socialno delo, žal pač zelo malo hodijo po terenu do ljudi. Tako da nekako tudi mi, ja. Nisem pa tu prekin, imam pa eno vprašanje, vi ste da sem tukaj za gospodo iz zavetišče in tako. No, zato sem hvala reči, da pač nekako tudi na terenu postavljamo stik z ljudmi. Tole bi še, potem bi rekla še 2 programa. Imamo trgovino posredovalnice rabljenih predmetov, čisto tako se nakratko da, kjer je nekako se začeli neko socialno podjetništvo, v smislu priložnost smo dali našim uporabnikom, ljudje, ki so k nam zahajali, se je nekako skupaj ustanovila ta trgovina, ki je nekako second hand shop in v njih tudi delajo ljudi, ki so že dlje časa z nami. Potem imamo univerzo po zvezdami, nekako alternativno izobraževanje, kje so te delavnice, ko želite, rekel. Zdaj zadnji sem pozabila, to moram danes povedati. Nov program imamo, ki se imenuje Nevidena Ljubljana, ki je nekako tudi na pobudu Tomota nastala, ki je pa nekako turistično vodstvo po Ljubljani, po poteh, kot je prej Francija še povedal, kot Tomi.
nekako videti Ljubljano skozi neke druge oči in dobiti občutek, kaj je tudi Ljubljana, ne samo tam lepi spomeniki pa robovodnjak, ampak tudi kaj druga se v Ljubljani žal dogaja. Tako no, jaz se zelo na hitro malo predstavila. Zdaj, to bi še povedala, no, in tudi to je eno tako področje, s katerim se v bistvu pa je zadnji čas se veliko ukvarjam. In zadnji sem bila na neki fokusni skupini na Inštitutu za socialno varstvo, v bistvu nove oblike revščine med družinami z otroki. In točno to se dogaja, kaj se ti rekel, da te bo strah. V Sloveniji pri nas se dogaja, da imamo brezdomne družine. Nekako v zadnjih parih letih so se v naš dnevni center začele zahajati družine z malimi otroci. Velikokrat so sicer to ljudje, ki so že nekaj let zahajali v naš dnevni center, pa zdaj prihajajo tja s svojimi otroci. Zdaj tako je lahko, da je to nek varen prostor, kjer se oni počutijo lahko, nimajo kam drugam iti, tako no. In vse pri nas dogaja že to. In glede tega pa niti nimamo sploh nekih strategij oziroma primernih programov. Nekako, jaz osebno rečem, mogoče pa bolj, da pridejo k nam, kjer je svašta ljudi, res, pa večinoma so to tudi odrasle osebe in niti nimamo primernega prostora, da bi zdaj rekel, da bi lahko otrok tam se plazil pa igral. Ampak vse boš tako pa ulica, pač včasih grem domov, pa še en začer srečam tam ali otroke na cesti. Tako da nekako, ampak recimo tega ni. Tako da to sem še hvala predstaviti, da ja, se žal že to dogaja in pa še treba tudi to. Tako da mi se nekako probamo odzivati na to, zdaj smo se tudi prijavili, če tako povem, na en razpis na ministrstvo, da bi začeli nek tak družinski center. Tako da se trudimo nekako odgovarjamo na vse potrebe, ki sproti delujejo, oziroma se pač nam pokažejo. Ampak ja, tako. Ker to je ena možnost, ker sem jaz veliko v Šiški probal, da je tam je probal na vse načine. Tako da sem na zid naredil. Ko na zid? Na centru? Ja, na Tesku. Da bi vsaj kaj, kakšen program dali, kaj podobnega. Ni. To naš institut. Pol so me ena socialna dela Bavčarjeva poznati Šiški. Ker smo tam bili že leta skusne tam, je rekel, da bi ti te nove, ko pridejo malo podržil, kaj je to sploh, brezdom pa taki, ne. In ko sem začel govoriti, niso vedeli nič. To je čisti birokrat. Gospodito je jasno povedano. Birokrat, ki zahteva to. Ljudje ne znajo izpolniti, ne znajo nič. Vem, ena ženska z otrokom prišla, je malo izpolnila, je dobila odbiti. Jaz sem v tistem, ko sem bil tu sem rekel, čakaj, gospa, kaj? In sem enostavno prekoračil vse tisto, kar sem mogel, in sem enostavno prijel nogi in se skupaj notrnice in ga domače na hrup. Ženska se pač ne znajde v tej terapiji, ker imaš toliko teh obrazcev, da jaz izmeram tam, piši, jaz ne vem. Rekel, dajte izpolniti, ona sam podpiše. Ja, to ni moje delo, rekel, zato si ti plačana tukaj. Zato biš plačal in delaš. In sem tako ga imam rekel, da je Bavčarjeva prišla, pa reka, kaj pa ti da, če rekel, ženska, ne, ima otroka. Lahko jaz vprašam nekaj. Mene pa zanima sledeča stvar. Zdaj, slišali smo pač izkušnje iz ulice direktno, slišali smo, bom rekel, ljudi, ki se ukvarjate z brezdomci, zavetišče, kraj ulice, mogoče neka nadgradnja, potem za korak naprej narediti. Osebno itak mislim, da bi zato mogla vse država strukturno poskrbeti, da do teh situacij sploh ne smeli prihajati, pač ne socialo toliko razvito, imeti v končni fazi preskrbeti ljudem službe in tako naprej. Zanima pa me, da v bistvu to vprašanje in za zavetišče in za vas, ali se število, bom rekel, brezdomcev trenutno povečuje zaradi stečajev podjetij, zaradi privatizacije podjetij, kjer novi lastniki odpuščajo zaradi maksimiziranja kapitala in tako naprej. Če je to ta zadeva, oziroma če vi, ki ste izpostavili, sploh gospod Kosec, tudi omenili ste politiko, ali se obrnete na politike, na mestne svetnike, svetniške skupine, poslanske, ne vem, kamorkoli,
da bi mogoče strukturno probali kaj na tem področju narediti, ker vi ste ljudje iz prakse, vi ste v bistvu najbolj kakšnih problemih tale. To je tako, ne? Absolutno se strinjam s stavkom, ne? Da tega sploh ne bi smelo prihajati, da mora to država poskrbeti, da bi vse urejeno, namreč sistemsko. Ne? In to tudi je rešitev. Ne? Namreč ustrezno šolstvo, ustrezna izobraževalna politika, ustrezna stanovanjska politika, zdravstvena politika, enake možnosti za vse, ni za letišče rešitev, pa ambulanta za reveže rešitev, pa mislim, daleč od tega, ne? Mi se tukaj nekaj gremo, nekaj malega popravimo, flikamo, v bistvu je tako, ne? Sociala se ukvarja izključno s patologijo te družbe. Ne? Vse tisto, kar parlament proizvede slabega, pade na socialo. Mi potem to popravljamo na take in drugačne načine, ampak zelo, zelo težko. Ne? Torej, to so stvari, ki so irreverzibilne in se jih enostavno ne da popraviti, lahko jih samo flikaš. Ne? Zdaj, kar se tiče tega, ne, je kakšna sprememba, ne? Lejte, ko smo začeli z letišče v 25 brezdomcev, jaz sem vse poznal, poimensko, vse zgodbe sem vedel, vse. Zdaj pride toliko ljudi, pa 3/4 jih ne poznam, še več, ne, na kosilo, teh, ki pridejo na kosilo. Namreč kosilo je brezplačno, en toplo obrok na dan, tako boš prenočišče, tega prej nisem povedal. Je pa tako, ne, torej, ko se je začela recesija, ne, tako imenovana, so novinarji priletelo za letišče, kako je zdaj to, a se je kaj povečalo število, ne, in sem jih mogel razočarati, zato ker je bilo nič drugačne. Zdaj je situacija drugačna. Zdaj so ljudje, ki so ostali brez služb, ljudje, ki so ostali brez vsega, pristali pri nas, zato ker so popucali vse, kar so imeli. Pa veste, vse človek ni, ne vem, opak, ne, ima nekaj, ne, se ni treba, da ima na knjižci, ne vem, koliko denarja, ne, ima še to, lahko proda kamero, lahko proda ne vem kaj, ne, čevlje, konec koncev, ne. Šele potem, ko nima absolutno nič, potem pride k nam. In ti, ki pridejo k nam na kosilo in ti, ki pridejo k nam, veste, to so ljudje, ki so res v stiski, ki so vse resurse popucali, ker nimajo več nobenega izhoda, ne. Pustimo izjeme, ne, ampak hvala Bogu, da so, ne, to so tisti, ki mogoče še na ta način flikajo, ne. Recimo, da so upokojenci, ki ne zmorejo od meseca do meseca, ne, in zmanjka, pa imajo neko bivališče, ampak so na idealni poti, da bodo v to revščino zapadli, ne. Zato, ker država, nažalost, je vse tako formulirala, ne, da iz človeka naredi reveža, potem mu pa pomaga. Namreč, vejte, če ti zaprosiš za denarno socialno pomoč, jaz moram uporabnikom, mojim tem ljudem, ki tam prihajajo, jih moram učiti, kako državo goljufati, ne. Zato, ker če imaš ti denar na knjižci, karkoli, potem imaš, potem nisi revež, potem ti ne pripada nobena pomoč, ne. Se pravi, ti me denar pod poštrom, ne. Vejte, jaz iščem pomoč takrat, ko sem še sposoben se premikati, takrat, ko sem še aktiven, takrat, ko imam še voljo, da bom kaj naredil, ne, takrat, ko sem čisto apatičen, ker nimam res ničesar več in večina ljudi verjetno mi je podobnih, ne. In zdaj, če pa človeka izčrpamo čisto do konca, ne, ko pa nima nič več, ko je, ne vem, brez stanovanja ostal na cesti, brez dela, no, v redu, zdaj pa vloko spomnite, pa vam bomo dali 260 evrov, ne. Mislim, je to pomoč, ne. Mislim, to je izigravanje ljudi, oziroma norčevanje kakorkoli. Tukaj bi svoje kolegice in kolege vseeno večkrat zagovarjal na centrih za socialno delo, ne, se niso vsi isti, ne, eni so čudni, ne. Ampak so pa v glavnem prisiljeni v birokratsko delo, zato ker centri za socialno delo se totalno birokratizira, strokovno delo se izriva iz teh centrov, programi, ki so bili vse mogoči na centrih, so porinjeni v nevladni sektor, kakorkoli, znajte se, ne, vas bomo že nekako sfinancirali. Na centrih ostaja pa več ali manj denarna pomoč in te zadeve, skratka, družinski prejemki in tako naprej, kjer so pa več ali manj samo papiri, ne, in jih prineseš tja, ne, in se jih vrže v računalnik, a veste, vse socialna delavka ne more nič spremeniti, računalnik vse naredi. Zato, ko on vse podatke potegne iz vseh mogočih baz, ne vem koliko 50 baz podatkov, jih zberete noter in flikne odločbo ven, ne. In če imaš ti, ne vem, en košček zemlje nekje v enem gozdu kočevskem, pokaj kje, ker do njega ne moreš, si lastnik, ti ne pripada pomoč, ne.
In tako naprej, da vem, neko mimo srednjega polja, ne, itd. Ne. Skratka, gledajte, problem je v tem, da se ne da biti človeški, tudi če hočeš, ne, mislim, moji kolegi, ki jih jaz poznam na našem centru, so vsi super, ne, in bom vedno zagovarjal, so pa tudi kakšni čudaki. In tako vopče, ne, kot je Franc rekel, ne, o ljudeh nasplošno, ne, o vseh vrst, o nas, ne, je tako, ne, to je tudi kralj ulice, to je kralj, ne, ta je njegova, ne, tam je bilo zelo všeč, ko sem ga vprašal, so neki čudni, ne, ki je prodajal časopis, pa rekel, ne, ljudje so v redu, posamezniki so čudni. In zdaj izgleda, da bomo tam, ne vem, na vladi, v parlamentu, med poslanci sami posamezniki. Veste, ki, ne vem, zgubijo stik z realnostjo, ki ne vejo, kaj se dogaja tukaj med navadnimi ljudmi, ki prodajajo rošce, ki med in mleko točijo, tam k nam na Polansko prihaja pa vedno več ljudi, ne, lačnih. In zdaj, ne, tele dneve, do 20. Ne, to je petek, nam hrane zmanjka. A veste, to je grozno, ne, da nekdo pride 15 čez 12, pa do enih delimo, pa mu rečemo, ni zmanjkalo. Kako je zmanjkalo? Kako je zmanjkalo? Mislim, meni pride v pisarno, kako lahko zmanjka? Sem rekel, kako lahko zmanjka? Kaj ne odgovorim? Ja, tako da ni naprej. Mislim, ne moram popraskati, če ni, ne. In to so te, bom rekel, novodobni recesijski reveži, ki v bistvu veliko misli celo, ko pridejo na Polansko, mi smo zavetišče, mi smo bili namenjeni brezdomcem in njim smo hoteli pomagati prvenstveno. Ne? In ker smo imeli pač svoje čase malo več sredstev, ne, smo malo več hrane naročili, pa smo še tistim, ki so na cesti, ne, od zunaj razdelili, ne, in zdaj jih zmeraj več hodi, ne, in te, ki pa v bistvu še niso brezdomci, niso klošari, bi radi pa nekaj več, ne, jaz jih razumem, jaz bi tudi rad več, ne, bi tudi rad solato, pa juho, pa ne vem, malo bolj nobar, ne, zdaj smo menzo, hvala Bogu, prepleskali, da je vse svetla, ne, pa to smo naredili za ston malo, ker ni denarja. Trenutno se pogovarjamo, da se bo nekaj sredstva našla. Ne? Mislim, to so te problemi. Ne? Zdaj, kako sodelujemo, ne? Poslanci, poslanske skupine in tako naprej, nekaj smo že na tem, je pa v bistvu stvar zelo enostavna. Jaz vsako leto napišemo 5-6 poročil, ne? Mi kontaktiramo z mestno službo, oddelkom za socialno varstvo, z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve, vsako leto podpišemo novo pogodbo, torej mi se financiramo kot program, ne, mi ne dobimo kar tako denarja, ne, vi ste pa javni sektor, ni problema, ne, vsako leto znova je treba vložiti vlogo, pogodbo podpisati in tako naprej, komplicirano. Letos še nimamo vse podpisati, ne. In potem imaš tam skrbnika in z njim komuniciraš, ne, napišeš vse noter, gledajte, jaz, pa vse v bistvu je že mučno, ne, non-stop moram eno in isto pisati, ne. Pa mi bo reče, zdaj nekaj to copy-paste, ne. Pa kaj je pa drugega, mislim, če je vse isto? Sam še hujše. Ne. Mislim, ne moreš drugače, ne. Dobro, zdaj je, da polovici leta bom malo manj napisal, na koncu leta bom pa več napisal. Mislim, tako je to, ne. In zdaj, gledajte, ni od meni odvisno, a se bojo zadeve premaknile, ne, nego od politike, tako kot sem že rekel, ne. Torej, politiko lahko premaknejo pa kolegi na ministrstvu, na MOL-u, in jih poznam in krvav delajo, verjemite mi, se borijo, vsaka vlada, vse ste videli, ker nova, ki pride, za 5% zmanjša sredstva v sociali, za 5%, tukaj za 5%, tam, a veste, 5% je za njih 5%, ne, 5% je pa meni 5 ljudi od 100, ne, vas 5 nadijo, ne, vi ne dobite, ja, to tako ne gre, ne, a veste, in oni se borijo, ne, da tih 5% znižajo, ne vem, na 2%. In potem dobiš v poročilu, napiši plan za naslednje leto, predvidena sredstva, ne, koliko boste rabili, ampak ne smejo biti večja kot lansko leto. Ja. Pa češ poplanirati. To pravim. Zakaj ne pridete s kakšnimi predlogi, recimo, ne? Vi greste po tem aparatu, bom rekel, ne, državnem, preko uprave in tako naprej. Gor, bom rekel, v zadnjih 20 letih so bili itak vlade, če tako rečemo, ki so bile
zagovornici kapitala, se pravi kapitalizma, to pomeni izžemanje dobičkov za ljudi nima, pač je prišla recesija, povečalo se je število brezdomcev, število revežev na splošno, to niso vsi brezdomci, ki so reveži, ne. Zakaj ne greste do kakšne opozicijske politične skupine, zakaj uporabljate aparat, zakaj ne sestavite nekega predloga, ne zahtevate enega sestanka, magar z opozicijo, magar mogoče z nekom, ki mogoče ne zagovarja takih politik, ker vlade do zdaj so bile vse na tej strani kapitala. No, tako ne. Vse so bile iste. A veste, in s kom se ne potem pogovarjam? Jaz sem en politiko, nočem biti političen. Lahko pa povem, da sta v zavetišče prišla istočasno in Cukjati in Pahor, oba naenkrat, pa sem rabil 1 minuto, da sem gotovo, da je to eno in isto. Veste? Ovanc z 2 obrazoma. Samo en je imel večji nasmeh, kot drug, ne, mislim, ba sta isto govorila, lejte, to tako je, ne, in vse je v isto smer, vem, a se bo kaj spremenilo, ne, ampak. Kaj pa, če bi obrnili pločo, pa gremo z druge strani, vsi skupaj. Še nekaj, lejte, brezdomci, ne, reveži, cesta, a veste, to je zmeraj zadnji kolo, ne, mislim, zadnji od zadnjih. Prizadeti, otroci, taki in drugačni, zdravstvo, ne vem, kaj vse, revežev nešteto, po radiju poslušamo iskrice v očeh, pa kaj pa vem, kaj še vse mislim, lahko sam jokaš, v avtu rajš ugasnim, ne, se še zaletel. Skos neka žalost, televizijo prežgeš, mislim, stalno neke tragedije, nekaj groznega se dogaja, mislim, in tako naprej, a veste, vse je bolj pomembno, mi smo na zadnjem mestu, ne, se to nam je popolnoma jasno, ne, ampak, ne, nekaj, kar se nanaša, vse skupaj to vprašanje, ne, in to je to, da smo lani, konc leta, no, ustanovili mrežo, ne, in ta mreža bo imela neko večjo formalno moč, ne, bomo lahko tudi politiki in, ne vem, javnostim, vse mogočim nastopali bolj enotno, ne, zdaj smo bili razdobljeni, ne. In mogoče nam bo uspelo kaj premakniti, ne. Se pravi, so se zadeve premaknile vseeno, ne, ta mreža zavetišč in tako naprej, ne, leta 89 ni bilo nič, ne, mi smo bili, iznad smo pač naredili, kar smo naredili, ne. In je treba reči, se je bil določen posluh, ne, ampak spet nekih, bom rekel, kolegov na višjih mestih in tako naprej, sem pa prav pri Molu videl na samem začetku, ko smo začeli delo, da predvsem od ljudi odvisno, ne, če ima človek posluh, če ima tisti politik, je takrat tam posluh, zato se bo nekaj premaknilo. Tukaj treba nekaj narediti, ne. Ne samo, saj bomo, ne, pa izgine, ne, pa se pa, ne vem, projekti delajo sami za sebe.